Najprej en lep pozdrav, hvala, ker ste prišli. Vsi dobro poznamo rek, boljša je preventiva kot kurativa. Za zobozdravstvo to res drži. Kje pa smo mi danes v Sloveniji? Slovenci dostikrat zobozdravnika obiščejo šele takrat, ko se pojavi bolečina. Študija iz leta 2019 je pokazala, da 13% obiskov je bilo ravno izključno zaradi nujnega zdravljenja. To je prepozno. Takrat, ko že boli, so zdravljenja zahtevnejša, dolgotrajnejša in tudi dražja. In zato tudi le 20% prebivalcev pri 80 letih ima žal le 20 zob. In naslednja resnica v Sloveniji je, da 1/4 milijona prebivalcev je brez izbranega zobozdravnika. Če mi pogledamo, kaj pravi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je raziskala, da 3,5 milijarde ljudi ima ustno bolezen. In ustne bolezni sodijo med nenalezljive bolezni. To so rak ustne votline, parodontalna bolezen, karijes. In glavna značilnost vseh teh bolezni je, da v veliki meri jih lahko preprečimo s preventivnimi ukrepi. In ja, žal so močno pogojene s socialno-ekonomskim statusom. Ustne bolezni povzročajo bolečino, slabšo kakovost življenja, odsotnost iz šole, iz dela. Hkrati pa vemo, da vplivajo na srčno-žilne bolezni, diabetes, pljučnico, prezgodnje porode, zaplete pri zdravljenju kroničnih bolezni. In po podatku Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji zaradi ustnih bolezni je zmanjšana produktivnost za 311 milijonov letno. Kako bi bilo lepo, da bi ta denar usmerili v zobozdravstvo? In en ključnih ciljev Svetovne zdravstvene organizacije je preusmeritev kurativnega pristopa k preventivi in promociji zdravja. In ravno to je tisto, kar mora biti cilj Slovenije. Mi zobozdravniki se zelo dobro zavedamo, da je pomembna in učinkovita preventiva. In ravno z dnevom odprtih vrat želimo ta preventivni pristop približati pacientom, državljanom Slovenije. Ampak žal jaz ne morem mimo dejstva, da vsak 4. Slovenec danes nima izbranega osebnega zobozdravnika. To vsakič ponavljam, ampak to je kruta resnica. In če mi želimo doseči preventivo v Sloveniji, se mora sistem spremeniti. Zobozdravstvo mora postati dostopno za vse prebivalce in prebivalci imajo pravico do osebnega zobozdravnika. Je pa tudi res, da v prvi vrsti največ mi lahko naredimo sami zase. In to je vsakodnevno čiščenje, uporaba zobne nitke in medzobnih ščetin. In jaz bom na koncu samo še nekaj rekla. Vsi vemo, da zdravi zobje in nasmeh nam da večjo samopodobo. In z nasmehom vsakemu lahko polepšamo dan, tako zdravemu kot bolniku. Tako da res hvala. Najlepša hvala, dr. Škarun. Sedaj pa odgovor zobozdravnika Krunoslav Pavlič, vodja projekta, povedal več o samem letošnjem projektu. Spoštovani, hvala lepa, da ste svojo udeležbo tudi danes na tak način podprli projekt Dneva odprtih vrat. V oktobru slovenski zobozdravniki ponovno, pravzaprav že tretjič, odpiramo vrata zobozdravstvenih ambulant. In tudi letos bo na voljo preko 600 prostih terminov, ki so enakomerno razporejeni po celotni Sloveniji, na katere se lahko prosto naročite preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije, kjer so objavljene vse povezave. Vrata svojih ambulant odpiramo vsem, ki iz različnih razlogov
niste mogli obiskati zobozdravnika in bi si želeli izvedeti, kakšno je vaše ustno zdravje. Vemo, da je slednje pogosto izpuščeno iz različnih zdravstvenih politik, saj je zavedanje o pomenu ustnega zdravja pogosto spregledano. Zdrav nasmeh je v bistvu ogledalo našega zdravja in počutja. In ravno zato moramo neprestano biti pozorni, kaj se dogaja v naših ustih. In ne samo tedaj, ko izkusimo bolečino ali pa odlomljen zob. Ste morda vedeli, da recimo za poseg na srcu ali pa pred ortopedsko operacijo nujno potrebujete zobozdravniški pregled, ki bo ovrgel prisotnost aktivnih vnetij v ustni votlini. Pred uvedbo določenih zdravil, kot so na primer zdravila proti osteoporozi, je nujno potrebno odstraniti vse dejavnike tveganja potencialnih vnetij v ustni votlini. Vsekakor pa si vsi v današnjem svetu ne predstavljamo onkološkega zdravljenja ali pa obvladovanja sladkorne bolezni brez zobozdravniške oskrbe. Da, delovanje vitalnega dela zdravstvenega sistema je odvisno tudi od zobozdravnikov. Zobozdravnike resnično zelo skrbi nivo ustnega zdravja v Sloveniji. In vpliv le-tega na najpogostejše kronične bolezni, še posebej v zaostrenih razmerah ponihavanja slovenskega zdravstvenega sistema. Razne razvite ustne bolezni usodno vplivajo na izide zdravljenja drugih sistemskih bolezni, ki se lahko prehitro tragično končajo. Skrbi nas tudi v bistvu javna zdravstvena politika v javnem zobozdravstvenem sistemu, ki se odmika od tistega ključnega poslanstva, ki je krepitev preventive in ozaveščanja prebivalstva. In po podatkih NIJZ-ja ima kar 48% prebivalcev Republike Slovenije omejeno zdravstveno pismenost. In prav zaradi teh razlogov, ki sem jih naštel, smo se že tudi pred 3 leti odločili za ta projekt. In to so neki ključni cilji, zakaj zobozdravniki odpiramo vrata svojih ambulant, ker želimo ozavestiti ljudi in jim omogočiti boljšo zdravstveno pismenost na tem področju ter povečati njihovo znanje o dogajanju v ustni votlini. Zobozdravstvene ambulante vstopajo v ta projekt brezplačno, izven ordinacijskega časa Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Res pa je, da ta projekt podpira s higienskimi pripomočki podjetje Curaden in pa Gospodar zdravja z informatizacijsko podporo naročanja preko spletnih strani, zato da se pacienti lahko lažje in čim hitreje naročijo na tovrstne preglede. Projekt je podprla tudi Zveza pacientov Slovenije. Torej, če zaključim, spoštovani pacienti, slovenski zobozdravniki vas lepo vabimo, da se udeležite dneva odprtih vrat, ter se tako odločite za zobozdravniški pregled. Na ta način boste prevzeli nadzor nad svojim ustnim in tudi splošnim zdravjem. Hvala. Najlepša hvala, dr. Pavlovič. Pomemben del skupno pa so tudi ustni higieniki, zato je z nami tudi Adriana Kolar, predsednica Slovenskega združenja ustnih higienikov. Povejte malo več o samih izkušnjah pacientov in o samih ustnih higienikov. Pozdrav vsem skupaj še z moje strani. Vesela sem, da smo se danes zbrali ob tako pomembni temi ustnega zdravja. Ko rečemo ustno zdravje, večinoma najprej pomislimo na zdrave zobe in dlesni. A gre za veliko več. Ustno zdravje je povezano z našim splošnim počutjem, z zaupanjem vase in z načinom, kako stopamo v svet. In prav zato so dnevi odprtih vrat tako dragoceni.
Ljudem, ki se že dolgo niso odločili za obisk zobozdravnika, bodisi zaradi strahu, bodisi zaradi pomanjkanja časa ali ker nimajo izbranega zobozdravnika, ponujajo varno in brezplačno priložnost za pogovor. Brez obveznosti, brez pritiska, samo svetovanje in možnost, da nekdo prisluhne njegovim težavam in problemom. Tak posvet je lahko prvi korak k temu, da pacient premaga strah in naredi načrt za svoje zdravje. Za mnoge je to trenutek, ko ugotovijo, nisem sam, obstajajo rešitve, obstaja pomoč. Sama na tem področju delujem že 20 let. Opažam pozitivno razliko o ozaveščenosti pacientov, ki se zavedajo, da se težave v ustih samo seštevajo in da je preventiva najlažja pot. Ustno zdravje vpliva na sistemske bolezni. Nasmeh je eno prvih sporočil, ki jih damo svetu. In tukaj bi poudarila še posebej eno dimenzijo ustnega zdravja, in to je naša samopodoba. Če ga skrivamo, ker nas je sram zob, se zapremo vase. To vpliva na odnose, na samozavest pri delu, celo na naše psihično počutje. Ko pa se človek lahko sproščeno nasmehne, to dvigne njegovo energijo in samozavest. Včasih rečemo, da lep nasmeh odpira vrata, in to res drži. Zdaj, če vam povem primer enega svojega pacienta, v bistvu je to že skoraj 20 let nazaj, v mojih začetkih dela. Ko je prišel v ambulanto, je bil potrd, žalosten, ni se smejal, zelo zadržan. Bil je v bistvu delali smo kompletno sanacijo zobovja, jaz sem opravljala svoje delo, zobozdravnik svoje delo. Sanacija je trajala kar nekaj časa. Ta gospod je po končani sanaciji prišel na moja vrata ambulante z šopkom rož. Se mi zahvalil in rekel, da v bistvu odkar je začel skrbeti za svoje ustne zdravje, je začel skrbeti zase in je začel ponovno živeti. To ni bila samo sprememba na zobeh, to je bila sprememba v njem. Poudarila bi, da ti posveti niso namenjeni temu, da pogledamo, ali je treba popraviti zob. Namenjeni so temu, da pacienta opremimo z znanjem in nasveti, kako lahko sam poskrbi za svoje zobe in dlesni. Kako pravilno čistiti, kako pravilno uporabljati pripomočke za izvajanje ustne higiene, kako s prehrano zmanjšati tveganje za karies. To so male spremembe, ki dolgoročno pomenijo ogromno. Ustni higieniki delujemo na področju preventive in vzdrževanja ustnega zdravja. Naš glavni cilj pa je, da pacientom pomagamo ohranjati zdravje in preprečiti hujše težave. Tu bi posebej omenila parodontalno bolezen, ki je ena najpogostejših kroničnih bolezni odraslih. Pogosto podeha tiho, brez bolečin, dokler ne pride do krvavljenja dlesni, majavosti ali celo izgube zob. Samo za skupnim delom zobozdravnika, ustnega higienika in pacienta lahko bolezen obvladujemo in dosežemo, da pacient obdrži svoje zobe. Zato verjamem, da bodo dnevi odprtih vrat mnogim pacientom pomagali narediti tisti prvi, pogosto najtežji korak. Ne gre le za boleče posege, gre za pogovor, za premagovanje ovir in za gradnjo zaupanja. Na koncu je ustno zdravje naše splošno zdravje, naše dobro počutje in naša samozavest. Če skrbimo za zobe, skrbimo tudi za sebe, za svoje telo in dušo. Naj bo torej ta akcija spodbuda, da se nasmeh spet vrne na obraze tistih, ki so ga morda predolgo skrivali. Najlepša hvala. Zdaj pa ste na vrsti vi z vašimi vprašanji, če se predstavite ime, priimek in iz katerega medija prihajate. Moje ime Kandos iz Medovrnet. Smo dve vprašanji. Ena je, ko ste rekli, da je vsak četrti brez izbranega zobozdravnika, da so to zajete ljudje, ki hodijo k zasebnikom, kar nekaj ljudi verjetno se enkrat tja hodi k zdravnikom, ki nimajo opredeljenega osebnega zobozdravnika. Drugo vprašanje je pa pomen preventive, tudi pri parodontalni bolezni je zobni kamen zelo pomemben, je pa zdaj že ne vem, 10-15 let nazaj, celo že več je postalo čiščenje zobnega kamna samo niško, čeprav je v bistvu povezano z številnimi boleznimi, tudi nekaj desnimitrini, ki se vzpostavljajo pomembno, pa če se razmišlja, da se ne vidi, da bi morda tudi postalo skupaj iz zavarovalnice. Zdaj, kar se tiče vsak četrti Slovenec, ja, to je mišljeno dejansko, da nima izbranega osebnega zobozdravnika. Tudi številni izbrani pacienti ne pridejo na vrsto, kajti vsaka ordinacija, vsak program je omejen z številom točk.
ta sistem je zelo zakompliciran. In dejansko, realno pogledano, je več kot četrt Slovencev brez zobozdravnika. Kajti tudi tisti, ki ga imajo na papirju, imajo pravico žal samo na papirju. Kar se pa tiče zobnega kamna, ja, to že dolgo let ni pravica se strani zavarovalnice, je pa zavarovanje Zob Plus, tam pa pokrijajo delno čiščenje zobnega kamna. In mi zobozdravniki si prizadevamo, da bi to postalo del pravice za vsakega pacienta. Žal bom pa rekla, da stvari se vedno ustavljajo pri denarju. Zato sem jaz toliko poudarila, če bi mi več delali na preventivi, ja, bi naša kurativa bila mnogo cenejša, ker je ne bi bilo. Ampak to je tek na dolge proge. Vprašam, da pomislite, da tudi tisti, ki imajo, da ne pridejo, jaz priznam, da sem tudi letos v jeseni brez, zaradi tega, ker je odšla in iščem novo na sistem naročanja v Ljubljana je precej težek, pravi, da pokličejo nazaj, pa ne čisto, no. Ampak ko sem pa imela zobozdravnika, sem pa redno hodila vsako leto na kontrolni pregled, sicer sem sama za to skrbela, ampak sem vedno prišla na vrsto, nikoli ni bilo problema. Lepo ste povedala, vi ste sama skrbela za svoje zdravje in ste imela samo pregled. In to je pomen. Če bomo mi delali več na preventivi, bomo imeli preglede. Kaj je pa danes problem? Da sistem je odprl vrata v konzervativo na polno. To pa je zelo drago, kar pomeni posledično, da manj pacientov pride na vrsto. In zdaj delamo konzervativo in žal moram povedati, ja, tudi pacienti morajo imeti svojo dolžnost. Moramo se zavedati, kot rabimo pravice, moramo tudi dolžnost imeti. In vi ste lepo povedala, vi lepo skrbite in to je tisto, kar sem jaz poudarila. Zase lahko največ naredimo s tem, da res redno čistimo zobe, redno hodimo na pregled. In potem bo manj te konzervative in ja, več ljudi bo prišlo na vrsto. Jaz lahko dopolnim Ja. še. Problem je v tem, ko pacienti v javni mreži recimo obiščejo zobozdravnika in imajo za narediti recimo 5-6 plomb, verjetno najpogosteje dobijo do 2 na leto, ker se naroča, ali pa do 3, ker se naročajo na 3 mesece. Se pravi, ko zobozdravnik opravi storitev, pacient ni pozdravljen, čeprav je tak občutek, ampak ostajajo še storitve, ki jih je treba narediti, vendar ni prostora, da bi jih lahko v tistem terminu opravili. In taki zobje, ki čakajo na to v ustih, pogosto končajo v vnetju zobnega živca, ki je dodatno časovno še bolj zahtevna storitev kot izdelava neke plombe. In ni to samo en tak pacient, ki potrka na vrata. In če se obrnem na naravo, ustnih bolezni, ki so socialno-ekonomsko močno pogojene, to pomeni, da ljudje, ki nimajo te izobrazbe ali pa nimajo mogoče zadostnih finančnih sredstev na tem področju, da bi jih namenjali ali pa za zdrav življenjski slog in podobno, se take stanja v ustih multiplicirajo, in to postane zelo kompleksno in ljudje zaradi tega izgubljajo zobe. Jaz sem vesel, da v zadnjih letih pravzaprav imam občutek, da je zavedanje o tem, ali nekdo izgubi zob, da ni več to vseeno, tudi posamezniku to ni več vseeno. In ljudje se vedno bolj zavedajo, da izguba zoba tudi pomeni velike finančne posledice za to in skrbijo verjetno tudi boljše za to, za svoje zobe. Vendar to je ta proaktivnost pač posameznih pacientov. Zdaj imamo pa mi javni sistem, ki bi pa mogel biti v interesu države, da skrbi za ustno zdravje ljudi, ker je to pač nek interes naše družbe, zaradi številnih razlogov, ki sem vam jih omenil prej. Neka urgentna obravnava takega pacienta povzroča bistveno večje stroške v zdravstveni blagajni in obremeni bistveno več zdravstvenega kadra, ki bi bil lahko namenjen drugim stvarem, pa bi tukaj plombica v 1 uri rešila zadeva. In tukaj nastajajo te čakalne dobe nepozdravljenih pacientov, ki jih, oprostite, na koncu lahko si dovolim to izjavo, sistem
naredi invalide, ker izgubljajo zobe in morajo imeti protetične nadomestke na koncu. Ne? In to res ni v redu. Zdi se mi pomembno, da so ljudje obveščeni, kaj dobijo in kaj na koncu zaradi teh čakalnih dob ne dobijo. Poklicati in priti samo na pregled, kar je zelo pomembno, da vas zobozdravnik informira o vašem zdravstvenem stanju v ustih, je odlično. Kaj se pa potem naprej zgodi, ali se lahko vse posanira ali ne, to je pa spet drugo vprašanje. In kolegica je želela tukaj povedati, da se ljudje znajdejo in tudi iz javne mreže potem iščejo storitve v zasebništvu, kajti se zavedajo pomena, da je ta zob se ohrani in vejo, kaj se lahko zgodi, če tega ne storijo. Ne? In mi v bistvu podpiramo to, da bi zavarovalnica mogla odprti na tak način sistem, da bi tudi prispevala nekaj pacientov, če storitev opraviti pri zasebniku v Sloveniji. Ne, da plača to storitev zasebniku, da se razumemo, ampak da povrne tisto, kar pacient plačuje zdravstveno blagajno in kar mu v bistvu pripada, vendar mu ona ne more tega zagotoviti v svoji javni mreži. Ja. Rekli ste 600 terminov, koliko ambulant pa sodeluje? Čez 50 ambulant v tem trenutku sodeluje in so enakomerno razporejene po Sloveniji. Mogoče še to, ali je ta dan namenjen samo tistim, ki nimajo osebnega zobozdravnika ali lahko pridejo na pač... Vsem. Kdor se naroči, ima prosti dostop, dokler so termini na voljo. Kje je mogoče, kje je mogoče priti do teh podatkov? Za naročanje? Za naročanje. Preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Mogoče samo še glede na to, da je že večletna praksa, kakšen je bil pa v preteklih letih odziv, ste vse termine zapolnili? Vedno so bili zapolnjeni in povpraševanja je bilo še več. Tako da nekateri zobozdravniki so tudi izven te akcije še omogočali preglede v preteklosti. Tudi zdaj imamo nekaj povpraševanja, če bi lahko tudi kolegi odprli vrata izven teh terminov. Jaz mislim, da jim bomo verjetno to ugodili, kajti to je njihov dobro namen. Hvala. Hvala vam.